Nahajamo se v drugi sobi, posvečeni spomenikom Edvarda Ravnikarja. Spomeniki, ki jih je Ravnikar večinoma snoval in postavljal v 50. letih, predstavljajo v bistvu prvo poglavje njegovega ustvarjanja, ko stoji popolnoma na lastnih dveh nogah. Predstavljamo si, da Ravnikar v bistvu se izobražuje, pridobiva prve izkušnje pri Jožetu Plečniku, potem, ker želi postati modernist, ker ne želi nadaljevati specifičnega Plečnikovega načina ustvarjanja, gre v Pariz k Le Corbusierju in njegova prva dela zelo neposredno razlagajo ali pa prikazujejo nasprotje med Plečnikom in Le Corbusierjem. Govorim recimo o Moderni galeriji v Ljubljani. Po vojni, ko je poleg vsega seveda nastopi tudi drugačen režim, katerega sestavni del je želja, da arhitektura in urbanizem bistveno spremenita ne samo podobo, ampak tudi način, kako funkcionira družba, arhitektura dobi nove naloge. In Ravnikar dobi priložnost, da razvija na podlagi lastnih izkušenj, lastnega raziskovanja in pa izkušenj iz studijev Le Corbusierja in Plečnika drugačno arhitekturo. Modernistično arhitekturo, pa vendar tako, ki bi bila tudi specifično slovenska, ki ne bi samo ponavljala vzorov mednarodnega sloga. Ne ponudi se mu veliko priložnosti za oblikovanje velikih kompleksov ali pa velikih stavb javnega pomena takoj na začetku. Kljub zmagi na številnih natečajih tudi za Beograd, recimo. Ampak lahko začenja svojo specifično poetiko, svojo navezavo na krajino, svoje razmišljanje o vlogi arhitekture pri obredju, pri javnem življenju, pri spominu, artikulirati skozi zelo majhna naročila za spomenike NOB, za spomenike žrtvam druge svetovne vojne. In to so projekti, ki po eni strani že od 50. let veljajo za enega izmed vrhuncev slovenskega ustvarjanja 20. stoletja, po drugi strani pa se ne bi mogli zgoditi nikjer drugje kot ravno v Sloveniji pri Ravnikarju, ki skozi številne vzore, recimo skozi prej omenjene arhitekturne vzore, ampak tudi skozi lasten študij Freuda in psihoanalize že med drugo svetovno vojno, skozi razmišljanje o ljudskem obredju, skozi razmišljanje o naravi spomina, skozi razmišljanje o odnosu do pokrajine, ki je tako ključna ne samo za slovensko predstavo v lastni državi, ampak tudi za način, kako se je narodnoosvobodilni boj v bistvu formiral, skozi krajino, skozi gozd, skozi podeželje. Oblikuje popolnoma drugačen tip spomenika, kot smo ga recimo vajeni pred drugo svetovno vojno. In kot ga po večini še po drugi svetovni vojni povsod po Evropi, tako na vzhodu kot zahodu, še vedno zidajo. Stari spomeniki ali arhaični spomeniki z vertikalami, s herojskimi postavnimi kipi, polnimi mišic in pušk, recimo, je model, ki ga tako na zahodu kot na vzhodu uporabljajo tudi za komemoriranje druge svetovne vojne. Ravnikar pa prekine s takim načinom ustvarjanja in se zelo abstraktnimi ureditvami, kjer v bistvu uporablja neko likovno abstraktno mrežo, pogosto zgrajeno na motivu trikotnika, popolnoma prekine s tradicijo pri spomenikih. Ta soba, ki jo je oblikovala moja sokuratorka Suzana Campeotto, poudarja prav svežino Ravnikarjevega pristopa do pokrajine in do vprašanja, kako se posvečati spominu nekaj let po koncu druge svetovne vojne. In številni Ravnikarjevi spomeniki, ki izkazujejo v bistvu svojo svežino prav z vprašanjem, kako združiti, kako potegniti skupaj dva ključna izziva vsakega spomenika. To je individualno spominjanje posameznega človeka, borca, talca, družinskega člana in kolektivno izkušnjo druge svetovne vojne. Skratka, kako poskušati združiti individualni spomin in kolektivno izkušnjo. Ravnikarjev odgovor je pred nami, kjer v bistvu vsaka posamezna žrtev ima svoj kamen, ima svoj pomnik, pa vendar te kamni skupaj s pokrajino, zidom, z oblikovanjem celotnega prostora oblikujejo nekaj, kar je več samo seštevek individualnih žrtev. In v tem smislu so Ravnikarjeve ureditve še danes izredno humane, izredno moderne in večne obenem.
recimo spomenik na Rabu deluje kot ruševine antičnega mesta, ki pa v detajlu izkazujejo visokotehnološki premislek o tem, kako obdelovati kamen v 20. stoletju, o tem, kako oblikovati spomenik trpljenju na način, da nikoli ne slavi, ampak opominja na zelo travmatične izkušnje 20. stoletja in nam obenem kaže pot naprej.